Rusija, mesto Sankt Peterburg. Dvorišče stare stanovanjske hiše. Telefon držim v višini glave. Ne bom mimo tukaj, udaril se bom po glavi. Za normalno hojo so tu odstranili plast zemlje. In naredili so 2 koraka. Poglejte, kako nizek je prehod. 2 vrat v stenah na obeh straneh prehoda. Prav tako se morate spustiti po stopnicah do vrat. Ta vrata imajo 2 stopnici navzdol. Tudi druga vrata imajo 2 stopnici. Je to res ideja arhitekta, ki je zgradil stavbo? Ustvariti neroden nizek prehod s stopnicami? Tukaj je nivo asfalta. Tukaj so koraki. Tukaj je poševnica, da si ne razbijete glave. Osupljiv arhitekturni projekt za glavno mesto ruskega imperija. Zgodovinarji pravijo, da so ga zgradili tako. To da ne znajo pojasniti. Zakaj? Poglejmo steno hiše ob tem prehodu. Najdemo okensko odprtino. Prekrit s kovinsko mrežo. Lastniki prostorov v tako nizkem oknu niso našli smisla. Tu so vgradili sodobno okno z dvojno zasteklitvijo. Tukaj je tudi okno z dvojno zasteklitvijo. Očitno je to enoposteljna soba. Okenska odprtina je majhna in nepravilnih proporcev. Nekoč je bilo tu običajno okno. Okno je bilo napol zamašeno. Izkopali so jamo, a je bila napolnjena z zemljo. Pokažem ti z druge strani hiše. Tukaj je nizek prehod. Tukaj so okenske odprtine običajnih velikosti. To okno je imelo prej enako višino kot zgornje okenske odprtine. Toda hišo je zalilo tekoče blato. Polovica višine okenske odprtine je bila pod nivojem tal. Morate dodati 1,5 metra navzdol in hiša bo videti normalno. In potem se z vrhom glave ne bom dotaknil stropa tega prehoda. Ob gradnji stavbe je bil ta prehod precej višji. Potem pa se je nekaj zgodilo in celotno mesto se je pogreznilo 1,5 metra nižje. Ljudje niso mogli vsega prekopati na prejšnjo raven. Zelo veliko dela. Če izkopljete do nivoja, kjer je bila prej površina zemlje. Ljudje so opravili minimalno delo, da so stavbo še naprej uporabljali. Zato so bili prehodi tako nizki. In okna so pod nivojem asfalta.